Pozdravljeni. Katere pogoje mora izpolnjevati mlad voznik, da lahko upa na sedež v Formuli ena? Na to in še marsikatero drugo zanimivo vprašanje bomo skupaj skušali poiskati odgovor v naslednjih minutah. A verjetno ste opazili, da v Formuli ena pride do večjih menjav v ekipah približno vsaki 2 sezoni. Ampak mnogokrat se lahko zgodi, da na primer prvak v seriji Formule 2 ne dobi mesta. In tako se je zgodilo tudi z Leonardom Fornarolijem. Ne samo, da je v sezoni 2025 postal prvak v Formuli 2, leto prej je bil prvak v Formuli 3. Podobno kot Gabriel Bortoleto, ampak Bortoleto je dobil priložnost pri ekipi Sauber Pomišljaj Audio, medtem ko Fornaroli je sprejel vlogo v tistem pogonu McLarena in upa na svojo priložnost. Torej, kakšne morajo biti tiste lastnosti, ki jih ima mlad voznik, da lahko upa na sedež v Formuli ena. In začeli bomo pri eni, ki je sama po sebi umevna, čeprav se je marsikdo ne zaveda. Starost. Govorimo o mladih voznikih. In seveda tu lahko na prvo mesto postavimo zgrešen primer, ki nam ga je dal celovečerni film o Formuli ena. Formula ena ni prostor za starejše odslužene voznike. Lahko bi dejali, da imeti več kot 20 let je že nad tisto mejo, ki je v današnji Formuli ena za novinca sprejemljiva. In tu bi lahko dali kar nekaj primerov. Namreč v trenutku, ko snemam ta prispevek na koncu leta 2025, je Andrea Kimi Antonelli star 19 let. Arvid Lindblad, ki bo debitiral v naslednji sezoni 18, že omenjeni Bortoleto 21 ter Oliver Berman 20. Sedaj vam je lahko jasno, da če jih ima Fornaroli 21 v tem trenutku, je morda že nad tisto mejo, recimo temu zaželeno. In verjetno marsikdo je naletel na razne članke, ki so polni hvalnic mladih nadebudnih voznikov, ki začenjajo svojo kariero v enosedežnikih, pri 18, 19, 20, kar pa je bistveno prepozno po današnjih trendih. Želite lep primer? Fernando Barrichello, sin Rubna Barrichello, bo v sezoni 2026 nastopal v Formuli 3. V tem trenutku jih ima 20. Se vam zdi to neka normalna starost, da bi lahko imel kakšno možnost priti v Formulo 1 kljub znanemu priimku? In seveda marsikdo se lahko sedaj zamisli, in koliko let morajo imeti mladeniči in potencialno mladenke, da se jim lahko odprejo vrata v Formulo 1. Tam pri 14, 15, 16 morajo že osvajati naslove v nižjih kategorijah
ampak na svetovnem nivoju. Biti prvak v nekem prvenstvu, ki je lokalno omejeno na neko državo, žal ni dovolj. In seveda sedaj smo prišli do tistega drugega pogoja. Pomembno je imeti rezultate. In tu seveda pride do izraza tudi mladost. Nekdo, ki je talentiran, lahko na primer v svojih krstnih sezonah premaguje bistveno starejše voznike z več izkušnjami, kot jih ima sam. Tu bi lahko dali lep primer Oskarja Piastrija. Namreč kot novinec je postal prvak v Formuli 4, Formuli 3 in Formuli 2. Je talent. In še tu je treba poudariti, da je Oskar Piastri imel srečo, ampak sreča je pomembna v vsakdanjem življenju, v vsakem športu. In poleg tega ne smemo gledati na izključno voznika, ki je dosegel naslov. Pomembno je videti, kdo so bili takrat prisotni v določeni kategoriji in seveda, kakšen je bil njihov potencial. Zopet primer, ki marsikomu bo lahko odprl oči. Se spomnite Stoffla Vandoorna. On je bil prvak v nižji kategoriji, prišel v McLaren, ampak takrat v GP2 so bili za njim na lestvici vozniki, kot je Rossi, ampak ne Valentino, in Sirotkin. Torej, bila je generacija, kjer smo videli izjemno šibke talente. Podobno kot pri Fornaroliju. Če vzamemo na primer sezono 2024 v Formuli 2, kjer je zmagal Gabriel Bortoleto, smo tam videli tudi Oliverja Bermana, ki je nesporen talent, in tudi Andrejo Kimi Antonellija, ki je verjetno, vsaj po mojem videnju, eden izmed potencialno izjemno dobrih voznikov, ki bi znali v prihodnosti doseči marsikaj. Torej, ko vidimo Fornarolija, ki je na lestvici končal pred Crawfordom in večnim Veršorjem, se lahko začnemo spraševati tudi o konkurenci, ki jo je imel. A verjamem, za mnoge je glavno osvojiti naslov in ne proti komu si ga osvojil, ampak v ekipah pogostokrat gledajo drugače. In tu seveda prihajamo do onega tretjega pogoja. Voznik mora biti v pravi akademiji, v pravem mladinskem programu. Namreč v nižjih formulah imamo akademije praktično skoraj na vseh ekipah. Ampak težava je, če si v akademiji McLarena, kjer nam je jasno, da so sedeži zasedeni. V Red Bullu je bilo do tega trenutka bistveno več samih članov, ampak tudi možnosti dobiti sedež so bile bistveno boljše. Lep primer Isaac Hadjar. Hadjar v boju z Bortoletom lani v Formuli 2, letos je dobil priložnost v ekipi Racing Bulls in drugo leto Red Bull. Nesporno mladi Francoz ima talent. Ni bilo toliko važno, da je osvojil naslov, ampak je pokazal potencial proti močnim nasprotnikom. In seveda, ker je bil v pravi šoli, dobil tudi prave priložnosti. Po drugi strani imamo na primer Akademijo Alpina, kjer smo videli, da imajo raje plačljive voznike kot one, v katere investirajo in jih v navednicah vzgajajo.
In seveda sedaj pridemo do tistega četrtega pogoja. Namreč, če nimaš tistega, kar smo omenili v prvi, drugi, tretji točki, ali pa v vseh treh, je dovolj, da imaš močnega pokrovitelja. In tu si ne smemo zatiskati oči. A biti moramo kot ponavadi objektivni. Voznik, ki plača svoj sedež, običajno nima tiste mladosti, nima rezultatov, nima talenta. In tu smo videli, na primer, v zadnjih 2 sezonah primer Franka Colapinta, kjer so mediji tisti, ki ga poveličujejo, ampak če pogledamo rezultate, če pogledamo tisto, kar je njegova dodana vrednost, se verjetno vsakdo izmed nas zamisli. A treba je povedati, da če nam nekdo pravi, kako bi ta pa ta lahko prišel v Formulo 1, če bi imel dobrega sponzorja za seboj, pomeni samo, da tisti posameznik ni bil dovolj hiter, dovolj dober, dovolj spreten, dovolj vsega. Pomanjkanje sponzorjev je samo izgovor. A to še ne pomeni, da je pot v svet Formule 1 enostaven in potrebno je imeti srečo kot povsod. Ampak tiste prve 3 točke zagotovo veljajo. Vidimo po mladih voznikih, ki jim uspe. Kljub temu, da morda ne prihajajo iz bogatih okolij, iz bogatih družin. A imamo tudi take, da ne bo kakšnih pomot. Enega celo, ki je v letošnji sezoni osvojil naslov svetovnega prvaka. A o tem verjetno v raznih debatah ni dosti govora. Za danes vse. Hvala za vašo pozornost. Nasvidenje.